v tem trenutku imamo mi pravzaprav vse v enem košu. Res je, da imamo 209 zasebnikov, ki v našem prostoru upravljajo nadstandardne, se pravi sodobne storitve, za katere ljudje plačujejo. Vendar imamo z druge strani tudi koncesijske ambulante in javne zavode, ki so do neke mere tudi nelojalna konkurenca tem zasebnikom, z sistemom, ki jim omogoča doplačevanje storitev. In skoraj da bi se lahko strinjal z vami, da so pacienti v našem prostoru zmedeni, ker pravzaprav več ne vedo, katere storitve so tiste, za katere so se sami odločili. Ali so se odločili za nadstandardne storitve, ki jih želijo tudi plačati, in ali te upravijo v javnem zavodu pri koncesionarju ali čistem zasebniku, ali so se odločili za javne storitve, se pravi, ki jih nudi zavarovanje, pravzaprav ali sploh ljudje vejo, kaj jim nudi zavarovanje danes. In jaz se vprašam naprej, ali smo zobozdravniki dolžni vedeti, kaj javno zdravstvo zagotavlja našim pacientom. Ali smo mi tisti, ki jim bomo povedali, vam pa zavarovanje ne plača anestezije. Ali jim bo to povedal nek agent na zavarovalnici v bodoče. Omenjali ste možnost, da bi zavarovance pravzaprav začeli pošiljati na območne enote Zavodov za zdravstveno zavarovanje, da vam tovrstno pojasnjevanje ne krade časa pri strokovnem delu. Ja, to pravzaprav drži, ker poglejte, danes je dostopnost je zelo okrnjena dostopnost do storitev, glede na število programov. In vsako tako pojasnjevanje vzame 10, 15, 20 minut časa ali pa celoten termin. Potem moramo mi v ambulantah izpisati celotno dokumentacijo, poslati na zavarovalnico, da oni tiste predloge odobrijo, priti nazaj, potem, če je kaj narobe, popraviti, spet nazaj pošiljati. Zavarovalnica pa ta pravila igre v svojih pravilih spreminja z okrožnicami, z pravili, in pravzaprav vsako leto se ene dvakrat, trikrat določene členi tam not spremenijo. Mi potrebujemo že pravzaprav vsakoletno izobraževanje, da sploh razumemo ta pravila. Da ne bi sledili naprej tem, da pravzaprav določena pravila v določenih kliničnih indikacijah so lahko celo v nasprotju s stroko. Ker vedeti je treba, da je vsak pacient individuum zase in rešitev za posameznika ni vedno najboljša tista, ki jim jo nudi zavarovalnica.